Naslednja bo delila z nami svoje razmišljanje raziskave magistra Tanja Borčnik, ki je predsednica Vizijo inštituta, obenem pa zunanja raziskovalka na Cato inštitutu v ZDA. V preteklosti je bila višja raziskovalka na ekonomski raziskovalni fundaciji Atlas v ZDA, predavateljica ameriške politične misli na poletni šoli Univerze Georgetown v Pragi, raziskovalka za evropske javne politike in predstavnica za odnose s svetovnimi javnostmi na Cato inštitutu v ZDA. Njena področja raziskovanja so ekonomska politika, človekove pravice in politična misel. Je avtorica številnih člankov in analiz in knjig, ter se redno pojavlja kot komentatorka tako v domačih, kot tujih medijih in v dokumentarnih filmih, kot na primer Europe's Death, America's Crisis iz leta 2012. Svoj današnji prispevek pa je naslovila liberalizem na stranskem tiru. Hvala lepa za besedo. Najlepša hvala, Bome, Tanja, lepo pozdravljeni. Moja predstavitev je zelo široka, se pravi, kar smo poslušali zdaj, je bilo en delček tega, kar jaz analiziral. Predstavitev je ne samo globalna, celostna, ampak tudi gledala trende zadnjih 10 let predvsem in potem na podlagi teh trendov si lahko morda osmišljamo, kako bodo stvari potekale v prihodnje. Ker zdaj smo imeli zelo pozitivno predstavitev, zelo dobre stvari se dogajajo v Sloveniji, vendar vsi vemo, da so določene stvari, ki niso tako pozitivne, pa ne samo v Sloveniji. In glede na to, da danes se pogovarjamo o zelo širokih temah, sem rekla, dajmo se pogovarjati o liberalizmu. In glede na to, da je to moje področje raziskovanja, vam bom predstavila kar nekaj grafov, upam, da ne bo preveč tehnično. Če kaj ne bo razumljeno danes, lahko me tudi po e-mailu vprašate, vedno sem dosegljiva in na voljo, tako da upam, da res ne bo preveč tehnično. Začela bom zelo z definicijo, se pravi, da vemo, o čem se pogovarjamo danes. Se pravi, kaj je liberalizem? Zato, ker liberalizem ne samo pri nas, ampak kamorkoli grem, je razumljen drugače, definicije, bom rekla, ljudje različno gledajo na liberalizem ali pa si ga različno predstavljajo. Zato dajmo zdaj doreči, o čem bom jaz danes govorila. To je politična filozofija, ki je naklonjena oziroma podpira oziroma temelji na tako pravicah kot svoboščinah. Specifično pravicah političnih, če jih razmejimo, na političnih pravicah in na svoboščinah. Med svoboščinami imamo državljanskimi oziroma včasih nekateri rečejo civilnimi svoboščinami in seveda ekonomskimi svoboščinami. Termin liberalna demokracija. Kaj liberalna demokracija pomeni zame oziroma kako jo jaz definiram? To je politični sistem, ki podpira, kar sem prej omenila, se pravi, ki varuje, podpira, temelji na pravicah in svoboščinah. Se pravi, imamo liberalizem plus demokracijo, se pravi, ko imamo institucionalni sistem, se pravi, družba oblikuje sistem, se pravi, država, ki potem ščiti te naše pravice in svoboščine skozi zakonodajo, skozi institucije, se pravi, skozi svoje organe, ščiti pravice in svoboščine. Zdaj, če definiramo vsak od teh treh blokov, se pravi, govorimo o političnih pravicah, oziroma to je lahko sinonimje politične pravice in demokracije, to je bolj ali manj sinonim, ampak se pravi, glede na to, da govorimo o pravicah in svoboščinah danes, sem jih pomenovala kot politične pravice, kot ta prvi sklop. V ta sklop sodijo volilni proces in pluralizem, delovanje države, politično sodelovanje in politična kultura. Drugi sklop so državljanske svoboščine, pravna država, varnost, gibanje, se pravi, koliko smo lahko svobodni, svoboda religije, potem svoboda zbiranja, združevanja, delovanje civilne družbe, informacije, prejšnji predstavitev se je dotikala veliko tega področja, informacij, se pravi tudi zaščite naših podatkov in zadnji sklop je svoboda izražanja, svoboda identitete in osebnih razmerij.
Pod tretji sklop so pa ekonomske svoboščine, tu pa jih mi razmejujemo, oziroma to so pač ta področja, ki jih smo sposobni, zmožni meriti, ker so določena področja, ki jih ne moremo še meriti, recimo blockchain je v veliki meri, se ga ne more še meriti, se pravi, kako deluje in koliko so pravice not zaščitene, ampak v prihodnosti zagotovo bo. Kar pa je možno meriti od ekonomskih svoboščin, je pa obseg države, pravni sistem, se pravi, spet pravna država, trdnost valute, trgovina, tako znotraj države, kot mednarodno in regulativa. Zdaj pa gremo na analizo, se pravi, zadnjih, gremo po padcu komunizma, se pravi, ko je prejšnji sistem padel, smo v vzhodnji Evropi rekli, no, zdaj bomo pa zamenjali stvari, bomo šli k liberalni demokraciji, bomo šli proti liberalizmu, se pravi, bomo začeli ščititi v veliko večji meri ščititi naše pravice in svoboščine. In seveda ta trend se je nadaljeval, od začetka 90-ih različno seveda posamezne države v vzhodnji Evropi se je ta trend nadaljeval. Vedno več smo imeli, bi lahko rekla, liberalizmu, vedno več smo uživali pravice in svoboščin, ampak če pa pogledamo trend v zadnjih nekaj letih, se je pa to obrnilo in o tem bom danes govorila. Če pogledamo prvi sklop, se pravi, pogledamo zdaj samo politične svoboščine, politične pravice, se pravi, samo demokracijo. Tukaj je graf, ki predstavlja, se pravi, na začetku vidimo, da v zadnjih 5 letih, če pogledamo na svetovni ravni, se pravi, cel svet, vse države sveta, je prišlo do napredka. Se pravi, svet ima več političnih, na povprečju v svetu je več političnih pravic oziroma več demokracije. Če pa pogledamo v vzhodno Evropo, se pravi, vse te države, ki so naštete, pa vidimo, da je prišlo, se pravi, je prišlo do upada. Se pravi, vzhodna Evropa v zadnjih 5 letih, kar se meri, se pravi, to so leta, ki se jih meri, je prišlo do upada demokracije, nazadovanja demokracije. Če pogledamo posamezne države, se pravi vse te države, ki so zajete v ta sklop vzhodne Evrope, vidimo, da te, ki so označene za zeleno barvo, imajo več politične svobode, se pravi med letom 2012 in 2016, medtem ko te države imajo manj. In nažalost Slovenijo najdemo tule. Slovenija je nazadovala po tem kriteriju. To je pa kriterij, to pa meri Economist Intelligence Unit, to je te podatki so iz Democracy Indexa, ki izhaja letno, tako da lahko si da tudi pogledate sami. In nažalost imamo negativen trend tudi v Sloveniji. To je prva stvar, ki je zaskrbljujoča za Slovenijo. Zdaj, če se pomaknemo naprej, se pravi, od političnih pravic se pomaknemo k ekonomski in državljanski svobodi. Se opravičujem, ker je tule v angleščini, ker sem imela ene druge, pač imam vezano na dokument in ni šlo spremeniti. Se pravi, na začetku, na vrhu imamo svobodo, posameznikovo svobodo kot celoto. Se pravi, gledamo zadnjih 8 let, se pravi, gledamo posameznikovo svobodo na globalni ravni. Na globalni ravni smo zabeležili upad svobode, se pravi, manj svoboščin ljudi uživajo na svetu. Če pa razdelimo te svoboščine na ekonomske in civilne, pa vidimo, da na področju ekonomskih svoboščin je prišlo do manjšega napredka, se pravi, da imajo državljani nekoliko več ekonomskih svoboščin, med njimi je tudi to, kar je bilo predstavljeno v predstavitvi pred mano. Medtem, če pa pogledamo področje civilnih svoboščin, pa je prišlo do velikega nazadovanja. Potem bom tudi predstavila, na katerih točno področjih je prišlo do tega nazadovanja, ampak to nazadovanje je kar vidno in zaskrbljujoče. Če se pomaknemo iz teh dveh sklopov na posamezna področja, se pravi v posameznih področjih, tule
Se pravi, čisto na koncu, vse, kar je rdeče, je prišlo do upada v zadnjih 8 letih, napredek je bil samo v zadnjih 3 področjih. Se pravi, vse, kar imamo v prvih 7 področjih, so civilne svoboščine, pravna država, varnost državljanov, svoboda gibanja se je skrčila, svoboda religije se je skrčila, svoboda združevanja, svoboda izražanja, svoboda medsebojnih odnosov, to se je vse skrčilo. Imamo ljudje manj svoboščin. Potem, kar se tiče na ekonomskih področjih, se pravi, zadnjih 5 so pa ekonomske svoboščine, tu vidimo upad na prvih 2, spet tule je pravna država, in zadnje 3 je pa prišlo do napredka. Tale trdnost valute, predvsem, ki je prišlo napredka zaradi eurozone, se pravi, kjer so države pristopile k evrovaluti in je prišlo zaradi tega v njihovih državah do večje trdnosti valute. Je odvisno v Grčiji, ne? Ampak ne same valute, ampak v drugih smeri, pač seveda, ja. Ne vem, če je bilo to glih najboljš, ker oni so se potem kar nekontrolirano zadolževali, potem je pa izbruhnila kriza, ne? To je malo diferencira. Lahko potem o tem na koncu, ker tu je več aspektov, kar se tiče Grčije. In Grčija je ena izmed tistih, ki je najbolj celo upadla, kar se tiče tako političnih pravic, kot svoboščin civilnih in ekonomskih. Tako da tem lahko, to je zelo dober primer tega, kar se dogaja. Če pogledamo regije, se pravi, zdaj bomo svet razdelili na regije, Slovenijo najdemo v tem delu, tule v vzhodni Evropi, ki je nazadovala, medtem ko pa vidimo, da te regije, ki so pa napredovali, so pa dejansko tiste regije, ki so imele zelo nizko raven svobode. Se pravi, ko imaš ti zelo nizko raven, potem ni tako težko napredovati. Ko si pa ti že na nekem nivoju, potem pa ali čist malo napreduješ, ampak je pa problem, če nazaduješ. In to se pa dogaja tako za Severno Ameriko, tudi sta Amerika in Kanada, ZDA in Kanada, imamo tudi vzhodno Evropo in Latinsko Ameriko in Oceanijo, kjer imamo med drugim Avstralijo in Novo Zelandijo. Tukaj je primerjava med svetom in vzhodno Evropo in kar je zanimivo, je, da je na svetovni ravni je svoboda, se pravi, svoboščine so začele padati, stopnje svoboščine začela padati že leta 2008, medtem ko v Sloveniji, oziroma v vzhodni Evropi se pričujem, smo pa za ta upad začeli beležiti tukaj. Se pravi, tukaj govorimo o pričetku padca. In zdaj, to je zadnje leto, kar merimo, in glede na dogajanje, ki smo ga priča v vzhodni Evropi, ne samo 2016, 2017, 2018, se predvideva seveda, da bo ta trend se nadaljeval v tej smeri, se pravi v smeri upadanja. Posamezne države vzhodne Evrope, vem, da je malo zmeda, ker jih je veliko, Slovenija je tule. Se pravi, Slovenija je tale črtkana in upad smo zaznali zdaj v zadnjem letu, kar smo analizirali, prej pa bolj ali manj, se pravi, leta 2008 smo napredovali, kar se tiče stopnje človekove svobode. Medtem, ko ostale države vidimo, imajo različne trende, ene so, recimo Poljska je en tak primer, ki že kar nekaj časa pada in tudi zadnje 2 leti, že prej omenila 2017-2018, stvari, ki se dogajajo, so priča vedno nižji stopnji svobode. Tukaj pa še zadnji graf primerjava razmerja med demokracijo in svobodo, ker se pravi med prvim sklopom in med drugima dvema, se pravi med političnimi pravicami in med svoboščinami. Tukaj vidimo, da obstaja pozitivno razmerje med tema dvema sklopoma, kar na nek način pove, da
tiste države, ki imajo visoko stopnjo svobode, predvidoma imajo tudi visoko stopnjo demokracije, vendar seveda so izjeme. Je pa to, bom rekla, slaba popotnica za tiste države, ki pa recimo imajo nizko stopnjo svobode, pa si želijo višjo stopnjo demokracije oziroma obratno, kar pomeni, da bodo zelo težko nekaj izboljšali, če ne bodo prvega izboljšali. Se pravi, to sta tak dve stvari, ki gresta z roko v roki. Za konec to je še naše poročilo, tule imam zadnjo, to je lansko letna kopija, tale pa je še nima in mi zdi, da je čez 2 dni. Tole je poročilo 2017, 2018 izide čez 2 dni, imamo svetovno izdajo, tako da z veseljem bom povedala to poročilo čez 2 dni, danes še žalost ne morem. In to je to. Najlepša hvala, če se pač ostane z veseljem in tudi tega se z veseljem dotaknem. Torej, zdaj imamo 3 minutke za vprašanja, če jih bo več, kot rečeno, se bomo še na okrogli mizi več pogovarjali. Ja, bom. Ja, izvolite. Mene samo zanima, kaj Human Freedom Index predvideva kot pozitivni napredek pri ekonomskih svoboščinah na področju regulativ. Kaj predvideva, da se šteje kot pozitivno? Pravi, da nekdo gre više na tem seznamu. Ja. Kaj se dogaja tako pozitivnega na tem področju ekonomskih svoboščin in regulativ? Se pravi, da ni... Čim dobiš plus točke na seznamu? Ja, se pravi, bolje so uvrščene države, ki nimajo, nepotrebnih regulativ. Se pravi, takrat, ko je regulativa omejuje ljudi pri sklepanju dogovorov, pri ustvarjanju, se pravi, to, kar je bilo prej predstavljeno v prejšnji prezentaciji. Se pravi, če država omejuje posameznikom, pravnim ali fizičnim osebam, pri delovanju. Zdaj, odvisno, kakšne odnose sprejemajo, se pravi, oni sami odločajo o tem, vendar če država njim samim omejuje po nepotrebnem te odnose. Se pravi, določeni regulatorni okvir seveda potrebujemo in določena stopnja regulatornega okvira je potrebna za zaščito naših svoboščin in pravic. Se pravi, to je potrebno, vendar določen okvir. Ko pa država začne regulirati, bom rekla, preveč, se vtikati preveč, začeti ustvarjati neke pravila, ki so nesmiselna, neživljenjska, nepotrebna, potem pa država je nižje ocenjena. Se pravi, ko ta prag prestopi. Gospa, magister Bončnik, lahko? Ja, seveda bom. Ne, mislim, če vas jaz v bistvu prav razumem, v bistvu vi izhajate iz te neoliberalne paradigme. Kako definirate? No, to je ta ekonomska filozofija, ki jo je razvila Dunajska ekonomska šola, von Mises, von Hayek, potem pa tako imenovani Chicago Boys, Milton Friedman. Kar se tiče ekonomske, če govorimo o ekonomski politiki, potem to, ja, če temelji na svoboščinah in pravicah, ja, seveda. No, ampak recimo številni raziskovalci, neodvisni, zdaj pa celo raziskovalni inštitut Mednarodnega denarnega sklada trdi, da za večino problemov današnjega sveta je kriva implementacija neoliberalnih politik. Morate povedati, na katera študija na podlagi časa? Ja, to je študija izpred parih let. Jaz nimam v glavi, lahko pogledam na internetu, pa vam pošljem, ampak dejstvo je, da recimo zadnja velika finančna kriza, ki se je začela z propadom Lehman Brothers, septembra 2007, se je začela, to je bilo ugotovljeno, to so ugotovile vse preiskovalne komisije,
in raziskovalni inštituti ravno zaradi tega, ker se je pod vplivom, pod pritiskom neoliberalnih lobijev odpravili vse zakonske omejitve na področju finančne industrije. Ne? In so potem je nastal ta kazino, kapitalizem, derivatno trgovanje in tako naprej. Ne? Skratka, vi trdite, da to, kar nas je pripeljalo v to krizo, v kateri smo, da če bomo nadaljevali po tej poti, bomo prišli v listi. Ne. Strinjam se z vašo analizo in tudi te študije, kar jih omenjate, poznam. Strinjam se z vašo analizo do točke, ko reče, da je to neoliberalno. Da jaz zagovarjam. Ne, vem, da ne jem tega pomine. To ni vsi. Vi ste zaposlena, da mi morate... Ne, evo, da razložim. Ta del se ne strinjava. Zaradi tega, ker ta del mi nikoli nismo zagovarjali, tudi tukaj, ko je moja prezentacija o svoboščinah in pravicah, ne zagovarja ravno tega. Razlog, da je prišlo do krize, se navezuje na prejšnje vprašanje. Ni bilo regulatornega okvirja, ki bi ščitil posameznikove svoboščine in pravice. In to je bil problem. In to ni nikoli bilo v zagovor liberalne ekonomske misli, kot ste vi omenili. Neoliberalni lobiji so pritiskali, da je treba na področju finančne industrije, na področju delovnih razmerij, na področju zaščite okolja, da je treba ta regulatorne mehanizme v bistvu razgraditi. Lobiji so na vseh področjih. Lobiji so na teh področjih, ki vi omenjate, lobiji so tudi ravno na obratni strani. Se pravi, lobij vedno obstaja. Lobij v samem konceptu lobija ni nič jasno, ni nič narobe. To pomeni, da se ljudje združijo in ustvarijo apel na državo, da neke javne politike spremeni. In to jaz v tem samem ni nič narobe, dokler ne pride do korupcije, za katero seveda so krivi državni uradniki, ki sprejmejo korupcijo, sprejmejo podkupnino. Kar se tiče finančne ekonomske krize, zelo dobro ste opisali. Prišlo je zaradi dveh razlogov. Eno je bilo regulatorni okvir, ki ni obstajal za bančni sektor. Ni obstajal, bil je razgrajen. Tako. In to je bil problem. To je bil problem in mi na našem inštitutu smo to opozarjali že pred krizo. Se pravi, že pred krizo, že v začetku 2000, ko je Bush mlajši prišel v Belo hišo in so začeli te stvari sprovajati, smo opozarjali na to, da bi prišlo do tega. Drugi problem, ki ste omenili, pa bila housing bubble, se pravi, ki pa je kriza nepremičninskega sektorja, ki ga je ustvarila sama država, s tem, da je dala do redukcije in spet je prišlo neka sprega gospodarstva in takratne politike in zaradi tega je prišlo do tiste krize. No, že sam gospa Počnikova morate bomo nadaljevali mogoče razpravo. To nima nobene povezave z ekonomsko politiko, liberalno politiko ali katerokoli. To je pač javna politika in sprega gospodarstva z politiko, katero pač vedno moramo nazirati, vedno moramo pač imeti kritičen pogled na to. Čisto nakratko, ja, doktor Janko. Tukaj se da prebivalske države zelo, zelo naprej. To, kar je vse, kar se dogaja v teh državah, ta svoboda se vraža v to, da polovica prebivalcev države odrekuje. Mislim, da je gospodarstvo upadlo, nacionalno menšinstvo zelo hudo prizadetem stanju se nahaja, celo zadnje odločitve, da prepovedano učenje jezikov v šolah, samo instrumentih ključev, po vašem kriterijem so gre na boljše. Kako to mogoče? Kakšne so kriterije pri vas? Stvar je v tem, da recimo ne moreš meriti vsega, ne? To je prva zadeva, ne moreš vsega meriti. Druga stvar, glede teh, da jeziki so prepovedani, tega ne vem.
Kar se tiče baltskih držav, ravno sem se vrnila iz Estonije in tam smo recimo razpravljali o tem, kako je recimo blockchain in te zadeve so že v državni upravi leta sprovedene in uporabljajo, kar omogoča državljanom dosti boljšo, bom rekla, nadziranje in upravljanje s svojimi podatki kot nadziranje delovanja države. Vemo, da vsi ga volijo preko telefonov, če želijo. Imajo zelo napredni, gledajo v prihodnost. Marsikaj je dobrega tam, hkrati pa seveda nobena država ni perfektna. Vsake države so problemi. Ta škandal izbrisali v Sloveniji 10, 15, 20 tisoč tam, četrtina ali tretjina prebivalstva izbrisali. Ampak je zelo napredna država, to je neki nonsens. Ja, je problem, ki imajo, to je zagotovo velik problem, če je to res do tega prišlo. Tretjina ali četrtina prebivalstva države spada v kategorijo izbrisanih in celo uradno poimenovane nedržavljane, a nimajo državljanskih pravic. Zamislite, na začetku bilo 40 stopnja, zdaj nekaj že migrirali to, po vašem kriteriju liberalno svobodo, to super. Da omenim, te kriteriji niso naši, to so vsi podatki pridejo iz mednarodnih inštitucij. Ravno to vprašanje, koliko so vaši kriteriji objektivni in če so te kriteriji liberalizma res so takšni, kot nam poskusite prezentirati. Mislim, da je Bogdana dobro rekla, ne da se izmeri vse. Ampak dobro vprašanje je, pa kaj se pa je mirno, kaj se pa ni. Ampak jaz vidim, da se moramo res veseliti v okrogli mizi. In vse vas bi povabil, ker seveda ne moramo vse vprašati zdaj, da si zapišete vprašanje, ker drugače vse na trenutek in lahko zelo dobro uredimo. Jo, to je bila moja, to je tudi jaz, hvala lepo za vprašanje in hvala lepo za vaš ta zmestni čas. Tako.